Praznični vikend pa je bil tudi v znamenju nesreč in prekrškov povezanih z alkoholom. Za najneumnejši prekršek pa je bil zbran tale. Pijan za volanom neregistriranega avtomobila, na katerem sta bili celo dve različni tablici. To je le eden od 3 podobnih primerov, ki so jih sinoči obravnavali kranjski policisti. Ni za aplavz. Policistom se je namreč že na prvi pogled zelo sumljivo, da je imel avto spredje hrvaške tablice, zadnji pa diplomatske. Kar je res sumljivo, ker Hrvati zadnje čase niso lih znani kot diplomati, ne? Zaradi takšnih in drugačnih bizarnih primerov pa je Agencija za varnost v prometu pripravila nov predlog. Odnos Slovencev in Slovenk do alkohola za volanom se mora radikalno spremeniti. In sicer tako, da se zniža dovoljena meja alkohola z 0,5 na 0,2 promila. Ja. Dodatno zniževanje stopnje dovoljenega alkohola v krvi, ko nam težave povzroča že sedanja meja, se mi zdi približno tako izvedljivo, kot če bi od otroka, ki je komi zrinil prvi razred, pričakovali, da bo v drugem odličen. Ker je določene legalne količine alkohola med vožnjo kompleksno področje, smo za podrobnejšo analizo prosili našega korespondenta, strokovnjaka za psihoaktivne substance in nevarno vožnjo, gospoda Jana Krojcerja. Tematiki primerno se nam tokrat javlja iz vinske kleti. Gospod Krojcer, kako komentirate namero, da se dovoljena meja alkohola zniža na 0,2 promila? Gospod Godler, absolutno podpiram. Skoraj bi povedal z resnim obrazom. Poglejte, pijani vozniki vsekakor ne sodijo na ceste, ampak znižanje dovoljene stopnje alkohola težave enostavno ne bo rešilo. Bolj verjetno jo bo še poslabšalo. Glavna težava je človeška psiha. Zna se namreč zgoditi, da boš spil eno pivo, ugotovil, da si čez mejo in si rekel, kamor je šel bik, naj gre še štrik, in jih spil še 5. Druga težava, predlog enostavno ne upošteva slovenskih regijskih posebnosti. Naprimer, na Koroškem moraš imeti 0,2 v krvi, da si sploh upaš peljati po teh luknjah. Dokler ne zgradijo 3. razvojne osi čez 30 let, naj zakon ostane tak, kot je, že zaradi same pretočnosti prometa. Potem imamo tu vse vinogradniške regije Slovenije, kjer bi mejo brez težav celo dvignili, in sicer na 0,5 plus deci vina. Vsi namreč vemo, da te strgatve enostavno ne spustijo, če ne zvrneš še enega za na pot. Meja 0,2 promila alkohola je po mojem strokovnem poznavanju razmer smiselna zgolj v osrednje slovenski regiji. Razloga sta 2. Prvič, Ljubljana se že duši v pločevini. Vsak voznik manj se pozna. In drugič, tudi en per za volanom je preveč, če si predtem že privoščil belo. Dobra poanta, gospod Krojcer, kaj pa 0,2 promila alkohola dejansko pomeni? Nam lahko morda opišete bolj nazorno, mogoče predstavite kakšen primer dobre prakse iz tujine? Počasi bom res mogel zahtevati plačilo za to sranje. Seveda, gospod Godler, seveda, zato sem tu. 0,2 v krvi imaš, na primer, če poješ 2 malo bolj zreli breskvi. Ali pa če se od Šentilja do Celja pelješ s puščenimi stekli. Ali pa če imaš sorodnike na Dolenjskem. Kot vidite, je praktično nemogoče oceniti, ali si legalno pijan ali ne. Zdaj vsaj veš, da 2 pera na prazen želodec pomenita 0,5, oziroma vsaj 1,5, če je želodec prazen zaradi izperanja. Na tem področju so si sicer države precej neenotne. Meja 0,2 promila bi na primer Slovenijo uvrstila med peščico naprednih in nasploh urejenih držav, kot so Gruzija, Ukrajina, Albanija. Dosedanja meja 0,5 velja za večino Evrope, medtem ko na Malti in v Veliki Britaniji mejo potegnejo celo pri 0,8. Je pa res, da tam alkohol, to ni glavni problem, glede na to, da že trezni vozijo po napačni strani ceste. In primer dobre prakse, prav ne morem verjeti, da bom to rekel, ampak to so naši sosedi Hrvati, poglejmo. Na področju ničelne tolerance do alkohola med vožnjo nas je po desni že davnega leta 2004 prehitela Hrvaška, a od leta 2008 tam spet lahko pijete in vozite. Če povzamem, Hrvaška, sicer znana po kreativnem reševanju mejnih vprašanj, je zablestela tudi pri postavljanju alkoholne meje. Najprej je sprejela nedvoumno odločitev, ki je naslednja 4 leta ni upošteval nihče, na koncu pa je naredila to, kar zna najbolje. Prisvojila si je slovensko mejo 0,5 in rekla, da je to že od nekdaj njihova. In veste kaj, gospod Godler, če je dovolj dobra za Hrvate, je dovolj dobra tudi za nas. Toliko iz moje strani. To je bil naš korespondent Jan Krojcer.
Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!